dangerous place. Pozdravljeni v novi oddaji Petkov Ekstrem. Matic povej. Petkov Ekstrem. Jaz bom danes naredil oddajo o najbolj nevarnih območjih na Zemlji. Okay. In to je tako mišljeno, pač naravno, več ali manj, oziroma tudi nekako človeško. Ta tukaj lahko bi bil, ampak ga nisem tukaj dodal. Okay. Sem pa pač na ta način druge stvari dodal. Ta so res tako območje tiste, no, se boš videl. Ok, pa da slišimo. Ja. Ok, najprej je Danakil puščava. V vzhodni Afriki je eno območje, ki je v bistvu, pa v bistvu na robu puščave. Sahare. Ja. Ja, ok. Ja. Ki je eno vulkansko aktivno območje. In tam je v bistvu nenaseljeno zaradi tega, ker je 50 stopinj plusa ves čas tam, na tem območju. Plus tega je zaradi tega, ker je vulkan je tako zelo toksičen zrak, zelo žvepla in veliko krog in tam je. Ja. Kaj pa živali? Ni živalstva okrog, ker najbrž kakšne bakterije, da so, no. Ja, ampak kaj navadnega pa ni, zato ker je pač ni mogoče sploh živeti tam. Ja. Noben mu ni v okolici. Tako da ta je ta prva zadeva. Zanimivo, nisem slišal še za to. No, boš pa povedal, če si slišal za Snake Island. Snake Island, otok kač. Ja, to je v Braziliji. Okay. Je en otok, ki je poln kač. Ampak poln, na 1 kvadratni meter je 5 kač. O moj bog, kaj pa jejo te kače? Ne vem, ampak pač čitno ne moramo toliko še zmer kaj tazga ali pa že eno drugo žrejo. Ne vem, veš, da lahko bi se pozanimal, pa se nisem. V glavnem, prepovedano območje tam sploh za človeka. Koliko pa je to velik otok? Tudi tega. Ampak kakor sem sliko videl, no, ni toliko spet ogromen. Aha, ampak je pa še zmer večji kot Sentinelcev. Aha, večji. Okay. Ampak sen. Tam si jaz vikend postavil. Tam je zih pocen zemlja. Vse to. Lej, treba je investirati v prihodnost. Mogoče bojo kače izumrle. Ja, Američanom daj to idejo. Zadnje cajte imajo kakšne take. Ok, pol je naslednja spet se vračamo v Afriko. Okay. Tanzaniji je Netron Lake. Tako se mu reče. Okay. Alkacijska snov, oziroma snov, sol. V bistvu tak toksična sol. Okay. Kaj v zraku? Okay. V zraku in na tistem območju, kjer je to jezero. Ja, se pravi, tudi tam noben živ bitje ne obstaja. Kva, to je toliko solidko, kot v tem mrtvem morju? Ali to je... Ne, to je v bistvu predstavljali si to, ampak da še hlapi v bistvu toksično iz vsega tega. Tako da... Ja, kje pa pride ta toksičnost? Ne vem. Ok. Ja. Pač pride. Mislim, da moram spet malo več investirati v Petkov Ekstrem, tem, ki ga delam, ne. Okay. Ampak... Ali pa da jaz ne sprašujem to, ne, pa sam se mogo kaj tacga, ne. Se bo v spodi izpisval malo več, bo imel malo več dela. Tako. Pri montiranju, ampak ni problema. Ok, tudi v bistvu, če človek zraven pride, ne sme biti predolg cajt tam, ker skrb padeš. Kaj to? Ker je tak zrak. Aha. Tako da, ja, se tega jezera se, bi rekel, večina živih biti izogiba. Ja. Koga, pa to je tako prav na samoto, a je to kakšen gost, ali kaj je to? Ne, tako pa bolj, pač, ni na gozdu, se pravi, spet je bolj opuščeno območje. Aha. Mislim, ja. Ja, no, najbrž tudi drevesa ne morajo rasti. Tudi tega, ja. Ok, logika. Pol naprej je Mount Washington v Ameriki. Ok. Čeprav ni toliko visok, je manj kot 2000 metrov. Ok. Ampak je pa tam tako najhujši vetrovi na zemlji so tam. Več kot 300 km/h. Večino časa piha tam.
pač ne vem, to je v bistvu na severo-vzhodu Amerike. Okay. In ne vem, zakaj je tam tako, ampak tudi poleg vetrov je tudi tako -40, je doskrat temperatura, tako da je spet en tak območje, kjer ne bi lih, kamor ne bi lih hotel jeti. A pa to je čist na koncu Maina, kje je to? Proti Kanadi v bistvu že čist, ja. Zanimivo. Tako da, ja. Okay. To ja. Okay. Pa imamo Coast Road v Boliviji. Ja. North Yungas Road. Okay. To je ena cesta smrti. Se rekel, to je bliz Las Pasa. Je glavno mesto Bolivije. Are. V glavnem to je ena 63 kilometrska pot, Ja. ki je zelo obretna. Tako zelo je strmo, zelo je nepregledno. Dejansko je izkopan v hrib, je izkopana cesta. Okay. In je tako zelo. Ja, A ni bilo zelo to v scary Top za gledati. Gearu? A to ne vem, nisem gledal. Mislim, Možno, čist Da so možno. šli po unijeni najbolj... Ja, ja. mogoče. Ja. Mogoče. Ja. 31. so jo naredili. To je v bistvu, ja, pot je taka spolska, pa strma, pa megla je dosti časa in ni nobenih, recimo, Količkov. ali- kaj tacga, da bi Zakaj recimo pa to ne ustalo. zaščitijo? Izgleda, je to Ne malo vem, ljudi. pač niso, Ja. ne vem. V glavnem, ja, največ je 3 metre je široka. Najbolj širok del je 3 metre. Aha, ok. Tako da, ja. Ja. Do leta 94 je bilo tam več kot 300 smrti na leto. Sprav vsak dan, vsaj en verjeten se ubil tam. Se pravi, še zmeraj je tok, jaz sem mislil, da je to pač tok zapuščena, pač noben ne hodi in... Ne, to je bila taka zelo pomembna cesta. Pa so pa novo naredili. Okay. In je danes sicer zaprta, ampak še zmeraj domačini uporabljajo pa neka kolesarska steza, nekako ratala. Ampak ja, še zmeraj se ubijajo tam. Aha, Pač, ja, tako to je. kje pa je on umrl? Ja, pač tlej še po tej cesti, pač vse. Ja, verjetno. Jaz sem mu že dvakrat rekel, da ne hodi. Ne, še pa to- prejšnji let. To ni smešno, ampak kaj. Ja. Ok, naprej. Gremo zdaj v Rusijo. Ujmjakon village. Najbolj mrzla vas na svetu. Okay. Tu bi zgolj v Sibiriji, seveda, ne? Ja. Povprečna temperatura je -40. Na let. Povprečna. Ja, se pravi od -10 do -67 gre. Kako pa to preživijo? Ja, še zmeraj tam okrog 700 ljudi živi. 700 ljudi živi. Ja. Ja. Kako se pa to vozijo naokoli z avti? Ali kva? Ja, tudi. Pa to Mislim, avto ti da sem zmrzne. nedolgo nazaj gledal en dokumentarski krajši, v enem, ki v šolo hodi tja. Ja. Pa so se vozili z avti, pa zelo fejs so bili oblečeni, seveda. Ja, no, ne vem. Jaz sem Fejs morajo enkrat, kuriti skozi, no. ne vem, a je Zato. to lih ta mest, ampak jaz sem tudi enkrat gledal, da pač ti se ne smeš pač na teh mestih, ki je to tako mrzlo, a ne, se ne smeš nobene kovine dotakniti z golo roko, ker se dejansko zalimaš gor in je pač z enim mesom pokazal, da se je na eno kovino in to se je zalimalo v momentu. Ja. Tako da pač Ja, vsake zadeve moraš kao imeti. Rokavice Ja, skozi. ja, mislim, da je logično, se je pri -40 najverjetneje. Lih ne paše biti brez rokavic ti dan, ne. Ja, Ja, ampak ja, v glavnem to je, ljudje še živijo tam. zanimivo. Vidiš, čeprav je, a ne, kaj je vroče, samo je drugače, ne. Če je ful vroče, ne boš toliko cajta preživel, kot nekaj, ful mrez. Ja, sam res, ja. Če je ful vroče, boš hiter po poku pa šel. Zato, ja. Če pa Ker mraz, se ne boš moreš pa kar... glih skladiti nekaš, veš. Bom zdaj zakuril pa bo. Zmrzlo Ja. lahko zakuriš. Ja. Ja, No, sej lahko tudi klimo pržgeš sam. Včasih se tega ni dala, ne? ja. A tam gor, tam v Afriki. Afriki. Aha. Ja. Ja, a imajo. Ja. No, se Ja. nima veze. V glavnem, gremo naprej. Darvaza Gas Crater. V Turkmenistanu, kjer drugo ime je Vrata v pekel. To je severno od Ašgabata,
to je tudi glavno mesto. Tam je pa v bistvu nek krater, 70-metrski krater, ki že gori od leta 71, ves čas. Plin pa ogenj, v glavnem tam je nek plin je, plus dodaš ogenj in to skozi gori. Se pravi, seveda, toksično vse okrog, spet. Tako da, In kako se je to užgal leta 70? Kaj en je vžigalca vrgel gor, pa je po mojem se sam od sebe užgal. v 70-ih in zdaj kar gori skozi. Še vedno. To je večni ogenj. Ja, od 70-ih ni večni. V 60-ih še ni gorel. Tako, no. Okay, ja. No, zdaj pa sam še za konec. Ja. Dele sem bolj omenjal neke območja, kjer je naravno, ne? Tako, da je nevarno. No, zdaj bomo pa še v človeški poseg. Okay. Ciudad Juárez, to je v Mehiki, je ena najbolj nasilnih krajev oziroma mest na svetu. Nasilnih. Ja, pač. Okay. Vsi se hoče tepsti tam. Ja, tako. Najprej se začnejo tepsti, pa se pa ubijajo. Aha, Bom rekel. V glavnem, tam karteli so, pol so policija vsa podskupljena. Med 2008 in 2011 je bilo več kot 10,000 umorov. Tam. Zakaj bi želel tam živeti? Daj povej mi, Ja. en razlog, zakaj bi šel, pa da je... Kje če nima šanse iti ven. Dobro, ok, ampak tako. Če je 10,000 ljudi že pobil, Ja. koliko jih še Saj ostane? zdaj je boljš, Aha. ampak še zmeraj okrog 1000 na leto ljudi se ubije. Včasih je po 3000, tako da. Ja, je boljša. Počas gre, veš, od daleč vidiš, da z 1/3, da je šlo dol, rečeš, Se da pa že kar lahko šuke, a ne? Če Ja. pa sam tavžen to mre, to je pa že kar. No, pa imamo pa, ne bi bilo včasih. Mnogi pravijo najbolj nevarno mesto na svetu. Ja, Caracas, glavno mesto Venezuele, aha. kjer je korupcija, pa revščina, pa umori, pa kraje, pa ugrabitve. Tam je 90 umorov na 100,000 prebivalcev, Ja. kar je spet ogromno. Se ne vem, ali še vedno, ali so zdaj že rešili to, ampak tam to je v Venezueli, mislim, da najmanj ureden denar. Aha, ja, se to sem že valuta. nekaj govorila. To po sva moje. imela eno oddajo, ja. Ja. Dolgo časa. Kar je zanimivo, je pa itak to, ne, da je Venezuela ima največ nafte Ja, na svetu, tako več kot v Saudski Arabiji, ampak ja. Ne znajo kam gre tega. ves ta denar? Ja, sej to, korupcija. A ne. Tam oni Ja. lahko po mojem res živeli, Ja. kot bogovi, sam del. Ja, res. Sam Ja, da imam, ja. je pa res, da mislim, da imajo v Venezueli najcenejši bencin. No, ja, sej, zaradi tega. Mislim, da je ne vem koliko, 2 centa, koliko smo že takrat, to sem mislim, da tudi imela oddajo, da mislim, da je okoli 2 centa, da je liter, tako da to je tako. Šel je voziti sam na Finland. Ja, Ja. ja. No, v glavnem, to bo to. Pa sem za konec dal še, to so pač vsi ti območja Ja. so bila izven Evrope, ne. Pa sem dal pa sam še najbolj nevarno mesto, pa kraj v Evropi. Ok. Gledal sem bil v bistvu na mesto dal je Marseille, Franciji, da ne bi bilo Franciji? najbolj tako nasilno oziroma nevarno mesto za živeti. Čeprav je tam dosti turizma pa vsega tega, Ja, ja. ampak je kar pač, ja, droge pa kriminal pa tako naprej. Ampak, Jaz bi Pol- prej pol- rekel, da je neki iz Balkana, kakšno mesto. ja, najbrž ne. Ali pa nimajo statistike. Mogoče to, ampak čeprav, škoda, tam je, po mojem, je tam huj, ne. Ja, ja. Ja, se Tako možno. da, ja. ampak Ja. vse en tako pol pomisel, ne. V Evropi rečemo v Marseille. Za Marseille bi človek rekel, je najbolj nevaren. Ja. Se imamo kar fajn. Ja. Eh, Dejansko ni pol takrat problema. Ni nam Ja, hudo. to bo pa to. Zanimivo. Ja, za konec eno pametno misel, ti si jo že povedal, da nam je kar fajn tukaj, ja. ker smo, tako da, kaj pa imamo v Sloveniji, kaj zelo nevarnega, si kdaj razmišljal? Mislim, v hribe je nevaren hoditi. Ja, dobro, to je res, ja. Pač, dosti je teh Ampak hribov, nevarno, kakšen kočevski območje. Aha, medvedi, ja. Ja, pa Brazilci.
Unde sem imel bolj v mislih. Bi rekel, tam je verjetno tako, ni fajn po noč hoditi, čez kakšen kraj. Tam. Jaz sem na medvedke pomislil. Ja, no sej tudi zaradi tega je, ne? Nemaš, dve. Se v bistvu, pa se moraš skriti, a bo šel v gmajno, a se bo šel nekam ko skriti. Ja. No, in s to pametno mislijo zaključujeva današnjo oddajo. Ja, lepo se imejte. Lep petek, pa se vidimo, ko se zagledamo. Adijo, čau.